Živijo Miha Krušič, utrujen po tretjem polfinalu oddaje Slovenija ima talent. Daj nam povej, kaj pravzaprav ti počneš na Talentu. Najprej v bistvu... Kaj je tvoja funkcija, no? Funkcija je v bistvu koreograf oziroma koreografija, pa tudi potem bolj psihološka priprava samih nastopajočih. Odrski coach. Ja, v bistvu nekaj takega. Temu je spravljen stage act, torej pripraviti človeka, ki pride na oder. Zdaj nekateri pridejo že pripravljeni in samo pač malo popeglamo, se temu reče. Ampak dejansko, da spremljamo človeka od začetka prihoda sem na oder, kako se bo obnašal, kako bo hodil, kaj bo delal stvari, na kakšen način bo to naredil. Ampak to je že v bistvu tudi del kreative, ki že prej se dogaja, ne? Torej, kakšno ozadje bo imel, kako bo izgledala luč in podobno. Jaz sem pa pač tisti del, ki pač priskrbim samo za neke vrste dinamiko na odru, da človek ni statičen, da se stvari dogajajo pri plesalcih in pomagam, mogoče tudi kaj priporočim, kaj je bolje, kaj ne. Pri samih teh stage actih, kot so monocikl danes, pa že prej, pa probam pač narediti neko dinamiko, sugeriram kaj. V bistvu je delo kar naporno, zato je kar veliko nekih vložkov. Pol samo daje pa ta psihična stvar, kako pripraviti človeka, da se počuti že pred samim odrom, da ve, da bo zmogel, da ne zmrzne, da če ima probleme z dihanjem, da če mu srce preveč bije, če je dejansko on zelo, zelo živčen, sem tam, da ga pomirim. No, si recimo zelo praktičen primer, ki sem ga jaz klele videl v prvi oddaji, Fani Križaj je bila zelo pod stresom in si jo v bistvu prav pripravil, da je odpegla super potem na odru. Ti smo kar skulirali, pa rečemo tudi danes v oddaji je bila Maja, zelo, zelo nervozna in moram reči, da se poznajo leta izkušenj dela z otroci, ljudmi, poučevanja, da dejansko lahko to naredim in mislim, da mi gre kar dobro. Delo je nekako na polovici zdaj, pred nami sta še 2 polfinalni oddaji in finale. Jaz ne bom rekel, da na polovici, zato ker dejansko je en del teh 5 polfinalnih oddaj in pa finalna oddaja, ki pa drugi del, zato ker 5 polfinalnih oddaj je zanimivo delo, drugačno, nekaj upgradamo, ampak za finale moramo narediti nekaj drugačnega, še boljšega, kot smo zdaj in nas čaka težka naloga, ampak s tako ekipo, z režiserjem, lučkarjem, z ljudmi, ki sodelujejo zraven, s kreativo je, mislim, da največji projekt ever in sem ful ponosen, da sem zraven. Kje je več adrenalina, v tvoji glavi ali v glavi nastopajočih? Ker tega ne vejo naši bralci, ti dejansko spremljaš vsakega, preden gre na oder, kukaš iza odra in takoj, ko pride z odra, ga tudi potem pozdraviš, se pogovori z njim. Pa jaz si upam reči, da jaz razumem, kako se ljudje počutijo, ko pride na oder, ko pride z odra, olajšanje in pa tenzija pri tem, ampak dejansko imam občutek, da imam večja trima kot vsi ostali, zato ker res delam to z dušo in ful želim, da vsak nastopajoč naredi svoj maksimum in mi to tudi vzame določen del energije, ampak mislim, da v tem uživam, zato živim in to mi je best. Ampak še mislim, da sem jaz bolj živčen kot oni. Kdo te je do zdaj najbolj pozitivno presenetil? Težko vprašanje, zdaj je bilo kar par, močno se opredeliti tako, ampak večinoma me najbolj presenetijo ljudje, ki niso performerji, ki niso bili še nikoli na odru, ki dejansko so potegnjeni tako v narekovajih iz ulice oziroma ljudje, ki se niso srečali še show biznisom in da naredih izvimno zvezde. Zdaj sem povzel nekih 5-6 ljudi, kar ostali so se že srečali s tem show biznisom, te se pa res niso in ne vem točno na pamet, kjer so, ampak dejansko njim vsaka čast. Si mi pa dal tudi dobro iztočnico za naslednje vprašanje, namreč tile, ki imajo največ izkušenj z odrom, so praviloma plesalci, to je pa v bistvu tvoj domač milje. A je z njimi delati kaj drugače? Ti si plesni koreograf kot prvo, po drugi strani so to fantje, ki imajo svoje ideje, imajo izkušenj veliko, kako so dovzetni za sodelovanje? Glede na to, kaj sem naredil že v zadnjih 15 letih, s kom sem vse sodeloval in kakšne stvari smo delali od štadionov do dela v tujini, ne vem, da sem bil po 22 evropskih državah, kjer sem pač poučeval svoje delo. Mislim, da karkoli rečem, kar poslušajo oziroma vzamejo na znanje, kar mi zelo pomeni in v bistvu tudi oni vidijo, da sem jaz tukaj zato, da jim pomagam, ne zato, da jim hočem kaj slabega.
in dejansko probamo narediti najboljši nastop, kar se da za njih. Deva zaključiti z omembo kakšnih tvojih projektov, če se ne motim, imaš neko prvenstvo spet pred sabo? Ja, v organizaciji Blejskega plesnega studia imamo zdaj državno prvenstvo 5. in 6. v Stritu, takrat, ko je finalna daja, tako da bom na dveh koncih malo okoli, ampak mislim, da bo kar šlo. Potem imamo Summer Camp pripravljamo z Pro-Dance studijom, tako da imamo kar veliko enih projektov, ampak mislim, da Slovenija ima talent, bo največ vzemo energije, takoj zatem pa vsi ostali. Miha, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam.